Pedala so eden ključnih stikov med kolesarjem in kolesom. Izbira pravih pedal pa zelo močno vpliva na vašo učinkovitost, udobje in uživancijo pri vožnji. Danes vam nameravam povedati o 3-4 različnih modelih pedal, vključno z njihovimi prednostmi in slabostmi. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Nikoli si ne bi mislil, da bom v november zakorakal v kratkih rokavih. In glej, situacija je taka, da imamo sončno vreme in prijetnih 23 stopinj Celzija. Ta video snemam na željo gledalca. Pred dobrim mesecem mi je v zasebno sporočilo na Instagram pisal gledalec Amedej, ki me je prosil, če lahko posnamem video o prednostih in slabostih različnih vrst pedal. Moram pa takoj opozoriti vse tiste, ki razmišljate o nakupu oziroma menjavi novih kolesarskih pedal, da bo to zelo pomembno vplivalo tudi na izbiro vaših kolesarskih čevljev. Tako da si v proračunu kar rezervirajte kakšnih 100 evrov, da ne bo potem kakšnih presenečenj. No, recimo lik zaradi tega, ker kolesarski čevlji niso najbolj poceni, imam jaz na gorskem kolesu in na specialki enaka pedala. No in recimo danes, ko sem si zaželel ene take lahkotne vožnje z mountain bikom, nisem imel prav nobene dileme, katere čevlje obuti. Ok, resnici na ljubo, imam dvojne čevlje, ampak ene sem dobil zastojn iz Kitajske, tako da tisto se v resnici ne šteje. Zdaj za praznike je še posebej lepo, ker je tak mir in tišina, nikjer nobenega prometa. Če pa koga zanima, kje točno sem se vozil, bom pa od spodaj v opis videa dal tudi link do svoje Strave. Na začetku je najbrž prav, da povem nekaj o tistih prav navadnih pedalih, tista klasična, po angleško jim rečejo flat pedala. To so tista pedala, ki ste jih videli že neštetokrat v življenju in imajo najbrž več prednosti kakor slabosti. Pač zelo enostavna so za uporabo in tudi zelo poceni. Nobenih posebnih čevljev ni treba, nobenih priprav, enostavno se usedeš, poženeš in to je to. Priljubljena so prav zaradi svoje uporabnosti in enostavnosti. Lahko jih vozite v telovadnih copatah, v škornjih, v japonkah, bosi, zaradi mene lahko tudi v plavutkah. Med slabosti teh navadnih pedal bi lahko uvrstil učinkovitost vožnje, ker pač ne nudijo nobenega oprijema na stopalo in ko se vaša noga dviguje, enostavno izgubi stik s pedalom in ne doda nobene moči k sami vožnji. Druga slabost pride v poštev v mokrem vremenu, zato ker lahko noga zelo hitro zdrsne s pedala, kar lahko privede do kakšne poškodbe, padca, mogoče izgube ravnotežja. Ni ne vem kaj, se pa rado zgodi. Če si boste vi kupili ponija, boste imeli navadna pedala, otroci na otroških kolesih bojo imeli zmeraj navadna pedala in konec koncev tudi na precej mountain bikih boste videli navadna pedala. So pa kolesarji hitro ugotovili, da koristi pri učinkovitosti vožnje, če bi bila noga pripeta na pedalo. Tako da se je že zelo hitro pojavila tista košarca, kamor si vpel nogo. Že jaz recimo pred 40 leti, ko sem dobil svojo prvo specialko Rock Marathon, je imela gor na pedalih take košarce. Prepričan sem, da se da še danes kupiti takšne košarce za na pedala, samo realno povedano, jaz jih nisem videl. Tako da bi šel v trgovino, da bi mi jih kdo ponudil, ne. Sicer res te košarce nudijo oprijem oziroma stik noge s pedalom in povečajo učinkovitost. Jih je pa zelo težko uporabljati, kadar hočeš na hitro nogo stakniti ven iz košarce, ker ona je zapeta z jermenčkom in fiksira nogo, tako da lahko privede do kakšnega nerodnega padca. V glavnem jaz te pedala s košarcami ne bi jih štel kot neko posebno vrsto, še zmeraj so to flat pedala, le da so noge dobesedno privezane na nje. Pa to ne moreš verjeti, kakšen lep dan, hej. November, si moraš misliti, november. Nisem še nikoli kolesaril novembra v tako lepih pogojih, razen mogoče kje na Kanarskih otokih ali pa na Majorki. No in potem pridemo do takih pedal, ko jih imam jaz,
Kakor sem rekel, jih imam tako na mountain bikeu, kakor tudi na specialki. Imenujejo se Shimano SPD. Pri teh pedalih je pa stvar že taka, da je čevelj nanje pripet, kar pomeni, da morate imeti kupljen tudi ustrezen čevelj. Na podplatu ima namreč ležišče, kamor se pritrdi kovinska sponka in tista se potem upenja v pedala. Evo, tako izgledajo tale Shimano SPD pedala. Na obeh straneh so enaka, kar je prednost, zato ker lahko čevelj zapneš z katerekoli strani. Ponujajo zelo dober oprijem, penjanje je s potiskom noge navznoter proti pedalu, odpenjanje pa tako, da nogo zasukamo s peto navzven. Noter na čevlju je vdelana kovinska sponka, ki vam jo bom zdaj pokazal. Evo, tako izgleda. Prednost te sponke je v tem, da je poravnana z nivojem podplata, tako da s tem čevljem lahko normalno hodiš po tleh in sponke praktično ne uničuješ. Sama po sebi bi rekel, da je ta sponka večna, razen če bi jo res nekje poškodoval na kakšni skali ali na kakšni kovinski podlagi. Z enim navadnim imbus ključem je možno regulirati, kako trdno je vpet čevelj na pedalo, in za mene osebno so to najboljša pedala, kar jih je. Lik zaradi tega, ker lahko s temi čevlji normalno hodiš, nudijo pa vseeno dober oprijem in dobro učinkovitost pri vožnji. SPD pedala znajo biti narodna, če hočeš prav zelo na hitro stopiti dol. Meni se to dogaja na kakšnih zelo grdih terenih, da ne rečem na trailih, kjer se lahko zgodi na kakšnih koreninah, kamnih, da prav na hitro daš nogo dol, in dokler nisi zverziran v odpenjanju teh pedal, tega boljš, da ne poskušaš. Treba je malo prakse, da ti to zapenjanje pride v kri. Če ne, se lahko zgodi, da pogrneš na mesto pri hitrosti nič. Na tem mestu je treba omeniti še taka hibridna pedala. Jaz sem jih recimo imel pred 15 leti na trekking kolesu, in sicer so na eni strani ravna, na drugi strani imajo pa to mountain bike SPD vzponko. Tako lahko kolesariš na njih s popolnoma navadnimi čevlji, ali pa se počasi navajaš na mountain bike čevlje, ki jih upneš na drugi strani. Seveda moramo pa na koncu omeniti tudi pedala za na specialko. Rečemo jim Shimano SPD SL. Tale dodatek SL vsakmu poznavalcu pove, da so to pedala za specialko. Gre za tritočkovno vpetje, tako da lahko rečem, da je vpetje teh pedal močnejše, nudi boljši oprijem, dosti boljši stik čevlja s pedalom, in nekako pravi cestaši zagovarjajo, da so to edina pedala, ki jih na specialki sploh lahko imaš. Noga je dosti bolj fiksirana, tako da sem že slišal od ljudi, ki so si nabavili taka pedala, da so imeli tako čvrsto vpeta kolena, da so morali iti na bike fitting, da so dobili tiste prave nastavitve, da jih kolena ne bi potem bolela. Jaz teh pedal nisem nikoli probal, nikoli vozil, tako da je vse, kar govorim o njih, so samo vtisi, ki sem si jih ustvaril ob prebiranju člankov in ogledu YouTubea. Sem pa recimo ugotovil, da so tiste sponke od spodaj malce večje, cenovno tam zelo podobno kakor mountain bike pedala, vendar so te sponke izbočene ven iz podplata. To pomeni, da vsaka hoja jih uničuje, vsakič drsaš z njimi po tleh in hoja je zaradi tega težja, dosti bolj nevarna. Predstavljaj si, da ostaneš s prazno gumo na kakšnem vzponu, po gladkem asfaltu s tistimi čevlji ne boš prišel nikamor. Ali pa sem že videl kolesarje, ko so se ustavili, da bojo šli na kakšno pijačo in so se potem lomili po kakšnih gladkih ploščicah in komaj prišli do mize. Zaradi teh razlogov je vse to v mene nekako odvrnilo, da bi taka pedala imel, kupoval ali kakorkoli probaval. Sem zelo zadovoljen s svojimi mountain bike pedali in jih verjetno do smrti ne bom zamenjal. Vedeti moramo namreč, da če se že bi jaz kadarkoli odločil za menjavo teh pedal, bi si mogel zamenjati tudi čevlje. Enostavno tisto ležišče na podplatu je drugačno in takih čevljev, ko imam zdaj, ne bi mogel izkoristiti. Ne glede na vse, kako to izberemo, pa je vseeno treba povedati,
da čevlji za SPD ali pa za SPD SL nudijo zelo trd podplat in to zelo poveča udobnost vožnje. Namreč sila se pri potiskanju na pedala zelo lepo prerazporedi na cel podplat, tako da ne bo prišlo do kakšnih pekočih občutkov, mravljivcev v podplatih in podobno. Jaz zmeraj nasplošno tudi tistim, ki vozijo prav z navadnimi pedali, zmeraj svetujem čevlje s čim bolj trdnim podplatom. In to vam bo zagotavljalo res neprecenljivo udobje. Če greste goniti s kakšnimi tekaškimi, mehkimi copati, pride do tega, da 1 uro, 2 uri podplat pritiska z isto točko na pedalo, to začne povzročati skelenje, bolečino, kakšno mravljinčenje in seveda te potem prisili v to, da prestavljaš nogo, voziš bolj na O ali pa bolj na X, kar ni okej. Je pa treba, kakor pri vsaki stvari, tudi pri pedalih vse skupaj gledati s ščepcem zdrave pameti. Dokler ti ne dobiš malo grifa za kolesarjenje, da se malo uneseš, navadiš, ti tudi nobena SPD pedala ne bojo pomagala. Tisti, ki ste zdržali tako delč v tem videu, pa mogoče tudi že veste, kaj kupujete in zakaj kupujete, vas pa lahko povabim, da si od spodaj v opisu videa pogledate link trgovine Sirocco, kjer dobite tudi čevlje in to z 10% popustom. Jaz vam, ne glede na vrsto pedal, želim varno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.